Zdravljeni, z vami sem Minka in danes vas še enkrat povabim za vse tiste, ki vas pokliče v poletno šolo ženske energije. No, kaj bomo delali? 6 torkov zvečer in začnemo danes, se pravi 9.7. Začnemo ob 8:30 zvečer, uro pa pol, in v glavnem bomo šle po čakrah, po koreninah družinskega debla, po čem še? Po preteklih življenjih. V glavnem, usklajevanje energijskega telesa, kaj lahko same naredite, zraven bomo delali tudi meditacije. Načeloma prideta vedno tako, čist po navdihu, gre skozi mene, ko se sproži energija, pač gremo počistiti, tako da načeloma na eno tako srečanje 2 meditaciji. V glavnem, to bo druženje 6 torkov. Zdaj v teh vročih poletnih dneh, ja, hitri tečaj ženske energije. Jaz sem leta nazaj šla na hitri tečaj salse, tudi v takih poletnih vročih dneh. In dejansko sem se naučila tisto, kar rabim znati glede salse. No, v glavnem, zdaj čez poletje, zdaj da vam povem ta navdih. Tisti, ki spremljate moj kanal, ste v zadnjem videu že poslušali, ampak samo da obnovim. V glavnem, zadnjič enkrat se mi sanal, pač proti jutru, me vrže po konci, ampak sanjalo se mi je, da imam Zoom srečanje in še v pol snu pridem do mize in spišem tole. V glavnem, cel program, kaj bomo delali, poletna šola ženske energije. V glavnem, pridobile boste samozavest, samovrednost, osvobodile se boste karmičnih, eteričnih vezi, rezale bomo eterične vezi z karmičnimi partnerji, ampak tudi karmični odnosi so skoraj vedno tudi starši, včasih sestrami, z brati. V glavnem, porezali bomo tisto, kar vas veže na nizke zemeljske energije. Tale Slovenija je tako zanimiva dežela, polna starih, modrih duš. Ne vem, to je mogoče verjetno moj občutek, ampak res taka koncentracija na tako majhnem prostoru, tako modrih duš. Skoraj vsak ima neko sposobnost, skoraj vsak nekaj dela po svoje, pač po eni strani, zdaj glede na to, da vseeno izviram iz škofjeloškega konca, ta cerkvena zakoreninjena miselnost, okovi, in po drugi strani toliko nekih delavnic za osebno rast, za samozdravljenje, za zdravljenje in tako naprej. V glavnem, v tem času, čez poletje, boste pridobile znanje tudi o hrani, o ženskih hormonih, o hormonskem ravnovesju. V glavnem, pridobile vse znanje, ki ga potrebujete, znanje o čakrah. Povečale boste moč, jaz dejansko berem to, kar sem takrat nakracala. Izražanje sebe skozi žensko energijo, no in tukaj slovenska, tipična slovenska ženska se ima toliko za naučiti. Zadnjič enkrat sem že govorila o tem, sem šla pač, bila je predstava Dinamitke in potem je bil ples, v glavnem. In ženske, namesto da bi se v soboto zvečer zrihtale in bile v krilih in v oblekah, so v kratkih hlačah oziroma hlačah do kolen, kot da grejo v hribe. Pač tipična slovenska ženska se dejansko mora naučiti biti v ženski energiji. In kaj bomo še delali? Povečali nivo svoje energije, lepote in miline. V glavnem, to je to. Če vas pokliče, kliknite spodaj, spletna stran zavestnoustvarjanje.si, tam dobite vse podatke. V glavnem, ena dobra zadeva. Poleg tega dobite darilo, eno od mojih knjig po vaši izbiri, to vam pošljem. In poleg tega dostop do vseh meditacij. Zdaj objavljene imam vse meditacije, ki smo jih delali v okviru moje šole, mojega programa v tem letu. In dodala bom pa tudi zdaj v teh vročih poletnih dneh, imam pač čas montirati te zadeve skupaj, vse meditacije še iz lanske šole preporoda. Tako da v glavnem, če vas pokliče, dobrodošle. Zdaj pa, kakorkoli, rekla sem, da vas bomo brali karte. Da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo, ti, ki tole poslušaš,
Kaj ti stvarstvo želi sporočiti, kaj je prav, da veš preko svojih vodnikov, da ozavestiš, da vidimo. Zdaj tukaj imam pred sabo najprej Ošutove karte, Zen tarot, da vidimo. Najprej skozi to, 5 kart, da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5. Ta je ta zadnja. Sprejemanje je ta zadnja prišla. Se pravi, to je cilj tvojega potovanja, da končno začneš sprejemati svoje telo in da narediš to notranjo transformacijo. Sprejeti vsak vidik sebe. Da vam nekaj povem, ki vidim, da imamo največ težav, pač zdaj govorim za nas ženske. Če si predstavljate, da je med kolčnimi kostmi od spodaj, se pravi med križem in med sramno kostjo, pa med kolki, je v bistvu tako kot ena energijska posoda. In ta energijska posoda je povezana s korensko čakro in spolno čakro. Se pravi, vsaka ženska, ki nosi kakršenkoli zapis zlorabe, zdaj zapis zlorabe govorim zaradi tega, ker ni nujno, da ste bile zlorabljene v tem življenju, lahko nosite kot duša nek zapis zlorabe, vas je strah spolne zlorabe, vas je strah ugrabitve, vas je strah nečesa. In nimate niti nekega vzroka, zakaj vas je strah. Recimo tudi tisti, ki imate težave s strahom pred zaprtimi prostori, pred dvigali, pred kletmi, ne vem, 1001 fobijo imamo in rečejo, ja, pač imam fobijo. Zakaj že? Od kje pride? To je zapis na tem eteričnem nivoju in enostavno to ne prinesemo s seboj v to življenje. To kot duša prinesemo s seboj. Pač ti zapisi sami ne zginejo, ampak jih dejansko nesemo tudi v naslednje življenje. Tako da, karta naslednja je prišla, ledena osama. No ja, mogoče je čas, da se v tem poletnem času kaj stopi. In to pomeni, da če imate ta trenutek občutek, da ste sami, da ste nemočni, da ste na tleh, je čas, da se mogoče zazrete v svoje rane. No, a vam nekaj povem. Jaz sem imela včeraj rojstni dan. Praznovala sem rosnih 54 let. Tako, wow. In v glavnem tale šopek sem dobila za darilo. To mi prinesla ta starejša hčerka Sara. In v glavnem, kakorkoli, v glavnem toliko sem hvaležna za mojo pot učenja. In sem potem razlagala mojim 3 hčerkam včeraj, pa njihovim tam mladim, v glavnem kakorkoli sem razlagala o tem, da kako moje življenje gre skozi 9 let na cikle delam. Poslušajte to. Se pravi, prvih 9 let se niti ne spomnim toliko, ampak v glavnem 18 let sem naredila izpit in se mi odprl nov svet svobode. To je bila prva velika sprememba. Potem čez naslednjih 9 let, se pravi 27, sem bila stara, ko se je rodila najstarejša hčerka Sara. Se pravi, sem postala mama in potem sem se v naslednjih letih ukvarjala z biti mama, se pravi, potem Pija, potem Anja. V glavnem, in ko sem čez naslednjih 9 let, se pravi, sem bila stara 36 let, sem odprla spletno stran. In sem začela delati pač moj posel preko spletne strani. In naslednjih 9 let mi je to šlo čist krasno od rok. In potem sem bila stara 45 let. Pri 45 letih sem napisala prvo knjigo, Ko imajo hormoni žur. In zdaj je 9 let kasneje, pri 54 letih, Bog si ga vedi, kaj me čaka. No, včeraj sem kupila loto listek, Bog si ga vedi, kaj me čaka. V glavnem, dejstvo je, da vsakih 9 let mi naredi tak strašen, mislim, ne strašen, neverjeten premik naprej. In zdaj, če bi mi poslušala, če se ne bi ujeli nekam, jaz verjamem, da bi tako mogli iti v življenju, da vsakih 9 let naredimo nek premik, da lahko rečemo, šla sem naprej, naredila sem korak, napredujem. In pri mojih roslih 54 letih se počutim bolj mlado, kot sem se počutila pri 18 letih. Ampak res bolj mlado, tako mladostno,
z energijo, z življenjsko energijo. Tako da, kaj so leta? Samo številka. Druga zadeva, ko sem pri tej ledeni osami. A veste, kaj sem včeraj praznovala? Zjutraj sem tako razmišljala. Danes praznujem 54 let, odkar sem prišla na Zemljo. Se pravi, prav rojstni dan. Dan, ko sem prišla na Zemljo. In sem govorila z mojo mamo in sem se ji zahvalila, da je moja mama in z mojim očetom. In na koncu sem proslavljala dan, ko sem prišla na Zemljo. Se pravi, to ni povezano s tem, kdo mi je voščil, kdo mi ni voščil, kdo je moj sovran. Nič. Dejansko dan, ko sem proslavljala prihod na Zemljo. Kot duša. A ni to zdaj boljš? In potem si dejansko sam lahko kupiš rože, ker proslavljaš poseben dan. In točno to sem naredila. In moj oče mi je zadnjič dal, pač on da denar samim ženskam za rojstni dan. In sem si šla kupiti novo torbico, ker proslavljam žensko energijo. A ni to lepo? Pač narediš nekaj za sebe. No, zdaj pa gremo naprej. Poslušati notranji glas. To se bomo učili v tem okviru te šole. Poslušati notranji glas. Postaviti se v ravnovesje, sam s sabo. Biti v svojem centru. Ampak ne v centru, ki govori iz žalosti, zamere, iz kdo me je ranil, ampak govoriš iz svoje moči. Tvoja moč je pa povezana s tem, da se izražaš, se pravi, ko ti nekaj ni v redu, poveš. Zanimivo, zdaj se nekaj sprošča v redu. Očitno imamo tukaj še kar precej za predelati na grleni čakri, izražanje. Ko ti nekaj ni v redu, poveš, ampak ne poveš to kot žrtev, da ti si meni to, ampak iz svoje moči poveš, meni to ta trenutek ne ustreza. Meni je v redu, če se ti zaletavaš v steno, izvoli, ampak meni to ne ustreza. Ne? In gre se za to, če se mi postavimo v svojo moč, pomeni, da za koga smo resnično odgovorni, seveda za svoje otroke, sploh mladoletne in za sebe. In za vse ostalo, glejte, mogoče se sliši res sebično, ampak dovolj ljudem, da prevzamejo odgovornost, je tudi umetnost. No, in naslednja, zaziranje vase, normalno. Ta karta, pogledajte, kako je, tukaj so glasovi okrog. Glasovi okrog, ki govorijo, kako bi mogla, zakaj nisi, kakšen si, krivda, kakšna hčerka si, to se pa ja ne spodob. Ja pa daj meham bolj se zagrn, kako pa zgledaš. To je sama navlaka, ki je ne rabimo več. Enkrat mi je rekla mojega očeta, sestrična, da je kot dekle imela kratke hlače in so njeno mamo sosede kregale, da kako vzgaja hčerko, ker to se pa res ne spodobi za dekle. Pa ta gospa ni toliko stara, da se razumemo. No in potem naslednja stvar, pogum. Pogum, da narediš korake za sebe, da greš naprej, tudi tam, kjer zgleda, da je samo kamen, da ne more zrasti roža, lahko zraste roža, ker na koncu v tebi je moč. In to moč imamo vsi v sebi, da lahko naredimo neko spremembo. Mi ženske, da se postavimo v svojo žensko moč, to je daleč od agresije. Naša ženska moč je v milini. Ampak ta milina ne pomeni, da si ena nemočna ženska, ki ne moreš nič narediti. Pač, da si kura. Pač ne moreš biti kura. Če si v ženski moči, si boginja. Ne moreš nekje samo brskati, samo zato, ker se je to delalo od nekdaj. No, jaz zdaj toliko uživam, ker imamo teh naših 10 kokošk in petelina, pač res so zanimive te kokoške. In seveda smo jim dali imena, in zdaj ne bom o imenih, da ne bo kdo rekel, da sem rekla za koga, da je neumen, ampak ene dve kokoške sta tako, zdaj bom rekla tako, kot mislim, tako glupe, da je to noro. Pač enostavno odprš vrata, se zaleti v mrežo. In imamo pa eno ubežnico, črna ko noč. Pač črne oči, črno rožo, črno, kaj je to?
slinček, ali karkoli že imajo te kure, v glavnem črna. Nismo že porezali krila, ampak še vedno uhaja. Ona, če bo najdla luknjo, bo šla. Pač nevredno. Tako je brihtna, ampak tako je brihtna, da je to nekaj neverjetno. No in petelin je pač petelin. No tako, res je zanimivo opazovati te kokoške. No, gremo zdaj na naslednja sporočila, pa imam še tle. Čarobne morske deklice. No, zdaj kaj vroče, pa še to, da vidimo. Kaj nam sporočajo čarobna bitja? Da vidimo sporočilo. Odnos med sorodnima dušama. Čaka vas nova romanca na duhovnem obzorju. Nekaj novega se vam bo pokazalo. Zdaj to ne pomeni, da boste kar se ločile, da boste kar zapustili partnerja, ampak na duhovnem obzorju. Pomeni povezovanje s pravimi dušami, s tistimi. Če imate ta občutek, ta trenutek občutek, da res ne spadete v družino, da ne veste, kje ste, zakaj ste se znajdali tam, kjer ste se znajdali, mogoče je pa čas, da se povežete s pravo skupino duš. Posvetujte se strokovnjakom. Potrebujete več informacij. Stopite v stik z nekom, ki je strokovnjak na svojem področju. Mogoče vam pa jaz lahko pomagam. Ne vem, če začutite, pač upište se. Gremo naprej, da vidim. Naslednje sporočilo. Pridobivate nova prijateljstva. Postavite datum, ko boste imeli zabavo z enim ali več prijatelji. No, mogoče je čas danes zvečer, da začnete nova prijateljstva. Naslednja karta je pozitivna energija. Obkrožite se s pozitivnimi ljudmi in položaji se bodo izboljšali. Moja disleksija. In se izogibajte negativnosti. No ja, glejte, v glavnem, čas je, da se začnete povezovati z ljudmi, ki vas podpirajo. In to je res pozitivna skupina. Glejte, te dame, ki so bile zdaj v zadnjih mesecih z mano, so naredile tako transformacijo. Danes mi je govorila ena od mojih prijateljic za eno drugo gospo. Ona je shujšala, ona je bila celo leto, lansko leto, v programu transformacije. Ona je shujšala in ko smo imeli posvet 1 na 1, ona je pač mi reče, da je moj letnik. Tako pač, recimo 20-30 kil preveč, siva, pač gospa stara, v letih je izgledala. Ona je ratala, menda, jaz se zdaj nisem srečala v zadnjem času, ampak da menda je postala taka dama, da glej in se čudi. Pač njena sodelavka ji je govorila o njej. Pomislite to. Ko boste vi naredili notranjo transformacijo, ja, drugi ljudje bojo govorili o vas. Zato, ker boste vi izžarevali nekaj posebnega. Gremo naprej. In čas je, da se začnete zavedati svoje vrednosti. Vedite, da si zaslužite samo dobro. In zadnja karta. V vaše življenje prihajajo valovi blaginje. K vam se pravkar stekajo novo izobilje in vznemirljive nove priložnosti. No, ok, zanimivo. Gremo zdaj še, kjer imam tle, še čarobna vilinska sporočila. Da vidimo še te karte, kaj vam sporočajo še vile. 6, no dajmo še 6 teh sporočil. Potem pa zaključimo za danes. Prav, za tiste, ki vas pokliče, se pa pol zvečer vidimo. Priznajte si svoja resnična čustva. Bodite pošteni do sebe. Samo vi resnično veste, kaj si zares želite. To je prva karta. Druga karta. Čas je za spremembo prehrane. Ja, o tem bomo tudi govorili, kako v bistvu uravnati vaše hormonsko stanje. Boste pridobili dovolj znanja. Gremo naprej. Nosečnost. To ne pomeni, da boste zanosile, ampak nov projekt. Nova zadeva, nov proces. To, kar se vam dogaja, prinaša vam in vsemu svetu velik blagoslov. Pač, zdaj lahko tudi, da boste fizično noseči, ali pa pomeni čisto nove ideje, novo rojstvo, nek preporod. Naslednja,
Povezano je z zdravljenjem otroškega duha v vas, otroci. Vaša povezava z otroki je del vašega življenjskega poslanstva. Ni nujno, da je direktno z otroki. Otroki lahko je zdravljenje družinskega debla in boste potem seveda vplivali na vaše otroke, na vnuke, na celo družino. In naslednja, ja, pa še sin. Čas je za zdravljenje družinskega debla. Čas je, da pač nosečnost, otroci, sin, pač čas je, da vse noter pozdravimo te vidike sebe. In selitev. Selitev je za vas korak v pravo smer. Nov dom. Nekaj novega vas čaka. Nekaj novega vas čaka in je očitno čas, da si priznate svoje čustva, da naredite neko spremembo glede prehrane, da imate več fizične moči, da pozdravite odnos, ki ga imate po družinskem deblu in čas je za nove temelje. Zdaj pa to pomeni prav nov dom, ali pa pomeni, da uredite svoj dom, svoje duše, da lahko dejansko začnete dihati svoje življenjsko, božansko poslanstvo. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim, naj vas spremlja Božji blagoslov. V glavnem, zaupajte, da ste vedno vodeni, ampak poudarek je na zaupanju. Zaupajte, da ste vedno vodeni. In ko vas nekaj pokliče, zaupajte, da boste imeli tudi dovolj finančnih sredstev, da se stvari zgodijo. To je tako kot recimo, če ti namenjen loto zadetek, če ne kupiš prve karte, ali če ne kupiš listka, rečeš, nimam denarja, moram šparati, nimam, 10 evrov. Če pač ne kupiš tega listka, ne moreš zadeti. In ravno tako je pri določenih spremembah. Lahko rečemo, nimam denarja, ne morem, nimam denarja, moram šparati. Ja, probaš. Ampak potem se neka sprememba ne more zgoditi, ker se oklepaš nečesa, mogoče preteklosti. Ko pa enostavno človek reče, ok, odločila sem se, da naredim korak naprej, stvarstvo pomagaj mi, rabim dodatni priliv, nekaj se zgodi. Vedno je tako. Vedno je tako, nekaj se zgodi. In ko iskreno prosimo za pomoč, jo vedno dobimo, ampak tako na nenavadne, čudežne načine, da človek, jaz vam govorim iz lastnih izkušenj, da človek na koncu reče samo hvala stvarstvo, hvala, nič drugega. Bom drugič govorila o tem, kaj se je zgodilo, ampak tako sem hvaležna za določene ljudi, ko enostavno misliš, da ti nihče, da ni poti, se pokažejo čudežne rešitve. In to se je meni pokazalo tokrat v življenju in vedno znova in tako, samo na koncu je človek samo hvaležen. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da vas duša pelje tja, kjer je za vas pravi prostor, kar vam je namenjeno. Uživajte.